Spoštovani gledalci in poslušalci podcast serije Supermoč, lepo pozdravljeni. Naboj naslednjih nekaj podcastov bo prav gotovo poseben in super močen, saj bo pod pokroviteljstvom A1 Slovenija. Zakaj? Ker se A1 Slovenija zaveda, da se prava supermoč, ne namišljena moč, ki jo lahko posedujejo le Marvelovi superjunaki, ampak tista prava supermoč prav gotovo skriva v iskreni in resnični skrbi za okolje. In današnji podcast Supermoč je namenjen iskanju supermoči prav v trajnosti, ki je v času, ko mladi zaradi strahu pred bojda strašno prihodnostjo ne upajo več rojevati svojih otrok. Nekateri celo svarijo, da bomo poletne dni lahko preživljali zgolj v zgodnjih jutranjih urah in pozno večernih urah, ostalo pa pod klimo. Nekateri celo menijo, da naši otroci zaradi vseh hujših podnebnih sprememb ne bodo dočakali 40. leta starosti ali pa bodo bili usodo ekoloških migrantov. Svarila so pereča in tudi zastrašujoča, a naš pokrovitelj A1 Slovenija vendarle verjame v svetlejšo prihodnost, a obenem se zaveda, da moramo strniti supermoči in udejanjati na vsakem koraku in slehernik izmed nas pravzaprav neko skrb za ohranjanje planeta. Dejstvo je, planeta B ni, zato imamo priložnost samo tukaj in zdaj. In kako optimistično na našo prihodnost zre naša gostja, Vanesa Čani, direktorica Fit Media s programi Zelene Slovenije, ki rada v svojih pripovedih postavlja ogledalo našemu ravnanju in tudi kvazi zelenemu vedenju nekaterih, torej o tem bomo poslušali od tega trenutka dalje. Toplo pozdravljam, Vanesa Čani, tebe in sem zelo, zelo vesela, da si se oglasila v medijski hiši Delo in da bova skupaj ustvarili trajnostni, supermočen podcast. Živjo. Najlepša hvala, Petra, za vabilo, sem z veseljem s tabo. Greva najprej na tvoj zakaj. Namreč v podcastu Supermoč vedno nekako sprašujem goste, kaj je tisto njeno poslanstvo, kateremu zakaju sledite. Vsi ste izjemni gostje in prav gotovo želite pustiti nek pečat naši človeški civilizaciji. Kaj je tvoj zakaj? Ja, moj zakaj je ta notranja trajnost. Namreč res je to, da hitrost življenja in podjetniški tok nekako človeka vodi v to, da išče neke zunanje priložnosti. V podjetniškem svetu pač iščemo to, katere storitve so, kako smo lahko konkurenčni, kako seveda lahko ustvarjamo neko dodano vrednost. Pa se, če človek nekako poskuša stopiti nazaj in pogledati, zakaj to počne, razen za preživetje in razen zaradi tega, da se umestiš v nek širši svet, potem veš, da so razlogi lahko zelo hitro plitki in da se lahko izpraznejo. Se spomnim svojih nekaj prvih let, ko sem pravzaprav se verjetno vsak, ko pride z fakultete, skoči na vsako žogo, ker se ti ni zanimivo, da lahko delaš nek evropski projekt, pa nek mednarodni projekt, pa da lahko tekmuješ na globalni ravni. In vse te priložnosti sem nekako lahko okusila že zelo zgodaj, čeprav prihajam iz Celja, ki ni zdaj svetovna prestolnica in tudi v mojih očeh podjetje, ki je malo sama, v svojih očeh mala, se pravi malo, ampak sem imela nekaj takih priložnosti, pa potem tekmovati tudi na nekih globalnih platformah, kjer sem videla, da pravzaprav malo v tvojih očeh, pa ni nujno, da je malo tudi v očeh nekoga drugega in da lahko tudi ti prideš do dobrih idej, do določenih projektov, ki so lahko mednarodno odmevni. No, kakorkoli, ko se človek malo opije, če tako lahko rečem, ali pa te pobožajo določeni uspehi, takšnih in drugačnih, pa potem, ko to izveni, se pa vprašaš res tisto zakaj, kar si super izpostavila na začetku in tega se po mojem, tega samospraševanja je relativno malo, ker je ravno to hitenje tako veliko. Sem pa ugotovila, da se pravzaprav trajnostno začne v nas samih
In da, če rečemo simbolno, ne, rečemo zeleni svet, zelena prihodnost, simbol vsega tega je drevo, ne, ki ima svoj koreninski sistem in svoje listje, drevje, da pa v bistvu je to že, kot je zapisano v Psalmu 1, ne, da je človek kakor drevo. In ko pogledaš svojo možgansko strukturo, da je ravno ta tvoj moj nevronski sistem, so kakor drevesa. In da to, kar me zelo navdušuje, je ravno to kopanje po področjih nevroplastičnosti ali pa nevrobiologije, se pravi človekovega ustroja, kjer pravzaprav vidiš, kako lahko z nematerialnimi kategorijami mislimi, ki pa imajo svojo značilnost, bodisi da te oživljajo, odpirajo, dajo kreativno pot ustvarjanja, lahko te pa dušijo, strašijo, omejujejo, se pravi, blokiraš sebe. Na ta način ti tudi, kar je v zadnjih vsaj 20 letih veliko teh kliničnih raziskav, torej se vidi direktna korelacija med tem miselnim svetom in potem svojo biofiziologijo, ki jo imamo v sebi. In preprosto, ko se človek zave te lastne odgovornosti za trajnostnost tega notranjega ustroja in da to začneš jemati odgovorno in iskreno, ne samo zato, ker ti bom morda ugajala ali pa ne, ker so potem določene ideje, ki so lahko komu všečne ali ne, ampak zaradi te lastne odgovornosti do resnice in resničnosti, za katero se odločam, tu pa potem se človek nekako osvobodi od te plastičnosti, če lahko rečem, te fakeness, ne, te narejenosti, tega PR-ja, ne, ker rečeš, resnica je v bistvu ta, ampak to ne smemo reči, ker javno mnenje ne bo pravo, ali pa to bi naredila, ampak to ne bom, ker podjetniško ne bo uspešno. In potem se človek v bistvu samo preseje in ustreli v koleno, možgane in še kam, ravno v imenu ugajanja drugih. No, in tu iz avtentičnosti človek pride do nekem smislu, neke umetnosti, in to je nekaj, kar sem se jaz relativno zgodno v moji podjetniški poti začela spraševati. Ugotovila, koliko je PR-ja, koliko je ravno te kozmetike ne želim reči pejorativno do te branže, ne, ampak v tem smislu kozmetike odnosov, ker je pomembnejše, kaj kdo obleče in katero torbico nosi in s kakšnim make-upom je narejen, kot dejansko ta smisel in besede, ki jih nosi in odnose, ki jih gradi. In se odločati, ali greš s tem tokom ali pa v bistvu postavljaš neke svoje korake, ki pa so vendarle avtentični. Tako da v bistvu dolgi odgovor za kratko vprašanje, zakaj, ampak to je nekaj, kar je moje polje kopanja in to počnem ves čas. Odličen odgovor, Vanessa, ki ponuja ogromno dodatnih podvprašanj. Ali meniš, da to vrstno raziskovanje sebe, recimo brskanje po svojem zakaj in potem, ko dobimo odgovor po avtentičnosti, po biti pravzaprav nekje uglašen z naravo, ali to vodi v recimo prve korake razkroja potrošniške družbe, je enako ohranjanje našega planeta? Absolutno, s tem, da je tu zadaj še marsikaj zraven, ne. Se pravi, ne samo potrošništvo v tem smislu grabiti, ker iz notranje praznine življenja, ki je v avtentičnosti, rabi človek več materialnosti, ki hoče preprosto zapolniti določene praznine v sebi in iskati vrednost. Se pravzaprav, kaj vsi počnemo, ne. Vsak želi biti v nekem smislu sprejet in imeti nek smisel, neke vrednosti, da te nekdo potrdi. In v bistvu ravno v tem, tudi če pogledamo etimologijo iskanja tudi teh super močnih, določenih figur na svetovni ravni, ni dovolj, da imaš toliko in toliko milijard, na računih in takšnih in drugačnih igračk na morju in doma in tako naprej, ampak gre za to, kaj si kdo v tebi misli, kakšno moč lahko izvajaš in tako naprej. Tako da v bistvu tu je podstat vsake osebnosti je ravno ta sprejetost. In
In v bistvu, če človek najde ta višji nivo sprejetosti in svojega poslanstva, ki ni samo v času in prostoru, ampak pač greš iz te večnosti v večnost, potem si manj odprt, ne bom rekla, da v celoti nisi dovzeten do stvari, ker verjamem, da imamo vsi te lovke, katere treba prepoznavati, v nekem smislu uravnavati, ampak si manj ranljiv in odprt za to manipulacijo, ki je iz dnevnega življenja v tej šahovnici, kjer v bistvu nenehno iščeš, a si mi zdaj konkurenca ali mi nisi, a si zdaj mi komplementarna, a nisi, ne, in se pravi, se človek nekako pozicionira, ne, in to je v bistvu ta strašljiva nota, da me lahko pozabijo, da sem lahko na stranskem tiru, da nisem sprejeta od pravih ljudi, in tu človek pol počne marsikaj, ravno zaradi teh notranjih nesigurnosti. Tako da v tem smislu, kot si omenila, absolutno gre za potem drugačnejši odnos do narave, kajti gre za zdravo spoštovanje, kajti tu lahko to, kar že vidimo, lahko pride tudi do nekem smislu paganskega čaščenja narave kot Boga, ki ga človek postavi nad človeka, se pravi, se odločamo za neko energetsko revščino, se pravi, ti boš na hladnem, ti se ne boš smela, se pravi, tako obnašati človeku dostojno zaradi boginje narave, ne? In mislim, da je to absolutno napačna smer. To pa ne pomeni, da človek nima odgovornega odnosa do narave, da je v sobivanju, da je spoštljiv, da ne vzame več, kot potrebuje in da hkrati vrneš čim manjšim odtisom, se pravi, res gre za neko globoko spoštovanje, hkrati pa stvari uravnava tudi v družbenih odnosih, ne? Ker v bistvu jaz lahko tebe ustrelim, ker si moj sovražnik, recimo ne na isti strani mojih aktivističnih prizadevanj v odnosu do narave, in ti nimaš vrednost v mojih očeh, ker jaz rešujem naravo, ne? In tu vidimo, da pravzaprav lahko prihaja do različnih vidikov anomalije, kar ni trajnostno. Če rečemo, ne? Trajnost pomeni spoštovanje seveda do sebe, da lahko spoštujem tebe, da lahko spoštujem tudi naravno okolje, in ravno tu se mi zdi izjemno poudarjati to uravnovešenost in ne ta v nekem smislu kratkovidni aktivizem samo z enim ciljem. Zanimivo je, ko omenjaš iskanje priložnosti, da nas zunanji svet potrdi, sprejme, da se pravzaprav zelo makiavelistično, težka beseda, Machiavelli, ja, pravzaprav poslužujemo, ne, vseh sredstev, da nekako dosežemo svoj cilj in pri tem, na žalost, izgubljamo sebe. Je pa tukaj paradoks, namreč dobro veš, ne, kako pravzaprav sodoben človek išče dolgoživost, dolgo časa bi rad živel. Dolgo časa bi rad bil zdrav, aktiven, vitalen, po drugi strani pa s svojimi nespametnimi potezami, koraki uničuje neko podporno okolje, ki mu sploh lahko ponudi dolgoživost. Nismo še na ravni, da bi sešteli 1+1? Ja, zdaj, Petra, če smem to razmišljanje, absolutno paradoks, ne? S tem, da če pogledamo določene tudi te znanstvene raziskave, tudi z vidika torej nevroplastičnosti, je nekaj takih študij, ki sem jih brala, ki ocenjuje, da je celo od 80-90% bolezni so dejansko posledice nepravega miselnega sveta, medtem ko ljudje v tej dnevni komunikaciji, pa tudi tako rečemo psevdo strokovne, predvsem poudarjajo hrano in zdravo gibanje. Absolutno, torej zelo pomembna. Obe podpiševa, da je to del celotnega kozmosa zdravega načina razmišljanja. Zato se meni zdi toliko bolj poudarjati nekaj, kar pa morda v tej kulturni sferi poudarjanja tega zdravega življenja ni toliko v ospredju, je ta miselna higiena. In v bistvu, kako komentirava te raziskave, ki kažejo, da je recimo približno več kot 80, nazadnje sem brala tam okoli 84% misli, ki grejo skozi človeško dnevno
Razmišljanje je repetitivnih, se pravi, se nam ponavljajo te miselni vzorci in da je v zahodni civilizaciji, če rečemo anglosaksonska ta kultura, da je v bistvu visok odstotek, med 70 in 90% je teh misli negativnih. In v bistvu, če pogledaš ta vidik, se mi zdi vsaj tako pomemben, kot je zdrava prehrana in gibanje. Zato, ker človek vnaša toksine v sebi, ne, se pravi, z temi miselnimi procesi, tudi sedaj si med sabo ne deliva materialnih kategorij. Ne. Jaz bi ti želela dati jagode in sladoled, ampak zaenkrat ti devam besede in ti meni Duševno nazaj. hrano. Točno, ampak to, če sva obe pozorni v tem dialogu, se midve spreminjava. Kajti ravno s tem, ko razmišljava o besedah druge in v bistvu morda, če nam bo kakšna misel ostala in bo vas v tem še premišljevali, se spreminjava in če je najin dialog življenja in zdravja, se bova na ta način tudi spreminjali. In to je pa nekaj, kar je recimo moj zakaj in moj fokus poudarjanja trajnostnosti. Ker kakorkoli, če gremo na ta zunanji del platforme in skrbim za drevesa in vodo in zrak in vse druge vidike okolja, kar je absolutno pomembno in nekakor nočem zmanjševati pomena, ampak z notranjim ustrojem, ki je pa v meni zastrupljen, ne, in se nenehno zastrupljam, potem, ko govoriš o dolgoživosti in kakovosti življenja, tu ne bo prišlo do sinhronizacije, če tudi sva v zunanjem raju, a veste, Popolnoma vse uredili. točno to. In v bistvu, kamorkoli gre, ne, to tista znana primerjava, ko prideš nekam na vas in te vprašajo, in vprašaš, kakšni ljudje so tam, ne, in reče, ti so sami srčki, ne, tle se krasno vsi razumemo, in reče, super, ne, odkot pa ti prihajaš, sami so tam, ne vem, klevetavi, taki in drugačni. In potem, ko ga nekdo drug vpraša in reče, pri nas so pa, če sem to zdaj čisto prav povedala, ampak pri nas so ravno taki ljudje, kot ljudje, odkoder ti prihajaš. Ker v bistvu prizma, s katero prihajaš v novo okolje, preslika notranje stanje. In midve se zavedava, da je v tem svetu pravzaprav vse kombinacija dobrega in hudega, a ni to res, v človeku in zunaj človeka, in ravno to notranje premagovanje in se odločanje za življenje potem pušča posledice na zunanje. Drugače se mi pa zdi, da je to ne dolgoročno vzdržno, zlasti kadar se potem nekaj vsiljuje z strahom, to, kar se dela tej generaciji, mislim, da ni koristno, da se jih straši, da se jih imobilizira v tem smislu, da se jim napoveduje črna prihodnost. Prav nasprotno, mislim, da bi morali generacijo vzgajati v opolnomočanju zdravega odločanja in spreminjanja od znotraj navzven. Vanessa, mislim, da sva že zdaj postavili pravi akcent. Prepričana sem in deliva verjetno to misel, da dobro vedno premaga zlo. Absolutno. In kako pomembno je, da si izbiramo, s kom bomo hodili po tej življenjski poti. In navsezadnje, kako pomembno je, da sporočamo, tako da verjamem resnično v super moč, pravo moč tudi podcastov, medijev in vse javne besede. Meniš, da bo dobra dejanja, dober aktivizem, dober vsak korak vsakega, ki bo trajnostno naravnan, tudi zmogel premagati to hudo dejstvo, strašno dejstvo vendarle, da svet drvi v neko naravno vsesplošno katastrofo. Da nas bo pač ta svetlobna hitrost podnebnih sprememb pač pokosila. Petra, jaz bi, če dovoliš, razširila ta horizont, ker če gledamo vse na prihodnost sveta skozi prizmo podnebnih sprememb, mislim, da ne gledamo celostno. Točno to. In v bistvu hkrati spregledamo stvari, ki so vsaj tako pomembne ali še pomembnejše, recimo umetna inteligenca je na takih in mnogo teh drugih stvari, se pravi moralna dekadenca in dekadenca, sploh definicije in zaznavanje resničnosti. To je za mene, bom povedala svoje osebno stališče, če dovoliš, ne, je mnogo pomembnejši
dejavnik prihodnosti človeške civilizacije kot podnebne spremembe. Ob tem, da nikakor nočem stvari degradirati v pomembnosti in tako naprej. Vemo, da že zapisi zemeljskega obdobja govorijo o velikih oscilacijah, ciklih, se pravi, in to, koliko časa smo zdaj imeli relativno zelo stabilno klimatsko obdobje, je to res fascinantno. Tako da absolutno je treba pogledati stvari resno, se pravi, kje je tu antropološki element znotraj celotnega tega dogajanja. Vemo, da antropološki oziroma vpliv človeka ni edini, morda celo ne daleč prevladujoč, lahko so številne tle študije, ki kažejo tudi relativno majhen vpliv v primerjavi z drugimi vplivi, ampak ne želim zdaj to preveč relativizirati. Želim torej povedati, da se mi zdi ravno ta izguba v določenih segmentih, tudi v kulturnih gibanjih, ki so zaznane zlasti, kot rečeno, v severnoameriški civilizaciji, tudi v Avstraliji, to govorimo, ta evropski del, je ravno relativizacija resnice in resničnosti, se pravi, gre za izgubo te lastne identitete v relativnosti in v virtualnosti in v bistvu, glede na to, da to niso več laboratorijski poskusi, torej vstop v vsak dan in v lastno zavest, ki pravzaprav ti potem ne ločiš več lastnega razmisleka od informacij, ki ti prihajajo. To je pa v bistvu sodobno suženjstvo in preprosto dekadenca civilizacije, kot jo poznamo. Tako da ta del se mi zdi zelo pomembno naglasiti, zelo jasno, da imamo tudi nek odgovoren, aktiven odnos do svojih življenj, da se tle aktiviramo, ker tudi če nekdo reče, ok, ne bom pustila čipa, se ne bom povezala v tem smislu, brez določenega mediatorja, da ne bi več ločila, kdo sem jaz in kaj je v bistvu vhod drugih informacij, pa vendarle recimo v dnevnem življenju, koliko že mladih z ključnimi besedami, ki jih odtipka v ta orodja, že dobi spise, že dobi seminarske naloge, eno in drugo. In kaj to pomeni za lasten razvoj osebnosti, načine razmišljanja, izražanja, formuliranja lastnih konceptov, idej, da veš, zakaj se bom zavzemala in kaj ne, da v sebi najde moč, premagovanje ovir, se pravi, da se znam odločiti za prave stvari, čemu rečem da in čemu rečem ne in sem konsistentna potem pri mojem uveljavljanju te moči, to se v bistvu vse ruši in degradira. In mislim, da je izjemnega pomena, če govoriva o trajnostnosti, da nikakor tu ne zožamo fokusa na en vidik in mislim, da je to škodljivo za civilizacijo. Kot rečeno, to ne pomeni, da nismo skrbni, ne pomeni, da to ni na mizi in da to ni predmet nekega skrbnega pregleda in tudi udejanjanje korakov v to smer. Je pa daleč od tega, po mojem osebnem mnenju, da bi bila to osrednja prioriteta, preko katerega bi potem nekako ujeli prihodnost te generacije. Ja, in ta generacija je dejansko mlajša generacija, recimo ta, na kateri naj bi svet gradil svojo prihodnost, recimo generacija Z, pravzaprav tarča pandemije, ki je hudo zamajala njihovo otroštvo ali mladost. Generacija, ki vsak dan posluša o vojnih, takih old school vojnih grozotah, ko orožje rožlja, skratka, precej neugodna situacija, ob tem, da je to generacija zaslonov, ki pred zaslonom drvi recimo nekaj strmo navzdol. Nekaj teh akcentov si postavila, kaj je naš pomemben fokus, pa vendarle, meniš, da se res lahko zgodi, da
naši otroci ne bodo doživeli 40. leta starosti? No, jaz na ta način ne želim razmišljati, zaradi tega, ker globoko verjamem v moč lastne odločitve in ne verjamem v neko zaklenjenost, v nek kolektivizem, da bi v bistvu se človek tako identificiral z neko kolektivno prihodnostjo, ne da bi imel možnost dnevne izbire. Tako da seveda v življenju se dogajajo, kot rečeno, vojna tle skoraj pri nas pri vratih, nezamisljiva, dolgotrajajoča, skratka tudi druge konfliktne situacije, ki so grozljive in potem vidimo, kako smo res lahko hvaležni za takšno življenje, ki smo se rodili v miru in lahko živimo kakovostno. Tako da ta del je absolutno treba vzeti z resnostjo, nikakor ne biti naiven, ne, da vojne in te konfliktne situacije kruto ne zarežejo v življenja mnogih. Pa vendarle vse možnosti, ki jih imam v komunikaciji z mladimi, in to rada naredim načrtno, tudi ko se študentje name obračajo za svetovanje, tako in drugače, pri kakšnih diplomskih ali magistrskih nalogah, izrazito poudarjam ravno to možnost, kako se lahko človek dvigne nad stvari, kako lahko z te višje perspektive vidi smisel in pot, ki jo od spodaj ne vidiš, kako lahko eden, ki se odloči iskati resnico in potem tudi živeti v tej neki resnični, močni drži, ki jo pač avtentično izraža, kakšno moč vpliva ima in transformacije. Zgodovina človeštva je večkrat pokazala moč enega posameznika v neki sociokulturni morda poziciji, ki mu nikakor ne bi pripisala, da lahko karkoli naredi, pa se iz tega lahko začne neko gibanje, nek navdih za spremembe, tako da Petra, jaz nikakor ne razmišljam sama in tudi v dialogu s nikomur ne postavljam nekih scenarijev uničenja, ne da bi dala človeku to jasno alternativo, da lahko sam poišče, ali obstaja neka druga pot in v sebi se odloča preseči stvari, ki zdaj kažejo uničenje. Iskanje poti do prave odločitve, kako živeti, kako naravnati mindset, kako postati psihološko, tudi fizično odpornejši, je pravzaprav ob tem, da moramo preživeti in ko nam neki veliki diktirajo naš vsakdan, pravzaprav velik izziv. Ampak mi je všeč, da si dejala, da obstaja in da verjameš v moč posameznika. Absolutno. Ali je ta moč tudi močna, ko govorimo o tem, da lahko pravzaprav zabremzamo, ustavimo drvljenje, recimo na nek način, kot pravijo, zastrašujoče propada našega planeta. Vemo, da korporacije pravzaprav se lotevajo bolj kot ne greenwashinga, velike nacije tudi. Mi posamezniki pa ne vem, ali dejansko kaj pripomoremo, če ločujemo odpadke, če ne vem, se vozimo s kolesom namesto z avtomobilom, etc. Imamo pravzaprav vsaj delček vajeti v rokah. Verjameš v to? Ja, veš kako, vsak posameznik je seveda svoja individualna osebnost, se pravi, smo del nekega gospodinjstva hkrati, je pa večina v nas tudi v nekem smislu neka poslovna figura. In zdaj v kontekstu, kot sva midve začele, sva se bolj pogovarjali iz tega individualnega zornega kota. Moja poslovna pozicija je pa ravno v svetovanju in izvajanju projektov, tudi medijskih vsebin, z tega korporativnega zornega kota. In tu opažam, da v bistvu en posameznik v korporativnem svetu, če se sam v sebi jača v argumentaciji, v tem notranjem prepričanju moči za dobre spremembe, ima lahko zelo velik vpliv. Ne na kratek rok, se pravi, premiki so lahko zelo počasni, na videz tudi majhni. Tako kot bi lahko rekli, ko z merico kvasa prekvasimo pač neko večjo maso določene zmesi, morda za kruh,
in se tudi ne zgodi v minuti, dveh, da se vse prekvasi. Ampak jaz izredno močno verjamem v moč dobrega in resnice in verjamem, da avtentičnost in vztrajanje v tej poziciji skozi tudi lahko daljši časovni rok ima svoj vpliv. Tako da tu zdaj ne govorim o nekem korporativnem novem svetovnem redu, ki bi ga lahko zdaj en mali posameznik sprožil čez noč. Nisva tako naivni, ne? Se pravi, veva, da so v bistvu neke strukture, ki so težje premakljive, ki imajo pač svoje že vgrajene podstate, ki jih je težko prestaviti. Ampak z tega zornega kota vplivanja, odgovornosti in hkrati tudi navdiha vsakega posameznika se mi zdi pa pomembno verjeti v to perspektivo moči enega vpliva, ki pa se lahko potem nekako razširja potem z vidiko, ko nekdo prepozna ta klic te besede, ki jo nosiš v sebi in rezonira v njem in se potem lahko to širi. Torej, gre za neke vrste odločitev, ki so zagotovo zelo koristne in zdrave. Ko pa govorimo o tej celostni trajnosti in naravnanosti, pa nekako se mi zdi, da ko bo takšna naravnanost postala dober imidž, statusni simbol in seksi, takrat pa bo se tega lotila večina, množica. Kaj meniš? To je lahko plus in minus, kar dejansko tudi že danes vidimo. Se pravi, moram povedati, da mi se s trajnostnim razvojem, torej naše podjetje ukvarja že vrsto let, takrat, ko smo bili še zelo eksotični in ko smo skočili na vsako žogo, ko smo lahko delali kakšen projekt. Zdaj imamo tako vrsto, da preprosto vseh povpraševanj ne moremo sprejeti, ker je tako izrazito zanimanje. Seveda najprej s strani teh velikih korporacij, ki želijo biti skladno z zakonodajo, veš, da je zdaj poplava teh zahtev. Evropska unija pravzaprav bruha določene te normativne okvire. In hkrati tudi, kot to zdaj referiram na tvoje razmišljanje, tudi tisti, ki zakonsko niso zavezani za to vrstne spremembe, pa so nekako spodbujeni, da ne bom rekla celo prisiljeni strani trga, bodi si business to business tega korporativnega sveta, kakor tudi končnega potrošnika. In tu je marsikaj se dogaja ravno zato, ker ne moreš izstopati, ker je zdaj to zdaj glavni vlak, to je nova normalnost, točno to, in ne moreš se pokazati, da to ni, da to ne moreš, ker zlasti tudi ta finančni investicijski sektor je tu zelo pritisnil in če to gre za denar, za posel, za lastnike, skratka, potem se gremo trajnost. Točno, to podjetja skačajo. In kot rečeno, je to lahko zelo pozitiven trend, zato ker iskreno rečeno iz prve roke, vsaj z naročniki, s katerimi poslovnimi partnerji mi sodelujemo, je veliko iskrenih prizadevanj. Marsikdo iskreno verjame v določene odločitve in kaj ugotavljam, to je recimo zlasti, kadar gre za velike korporacije, ki gre za več tisoč zaposlenih. Ravno skozi te trajnostne projekte sedijo ljudje, ker to gre za pač okoljski, ne samo okoljski del danes, to predvsem izpostavljava, pa tudi ta družbeni del, potem je ta upravljavski, se pravi, sedijo ljudje, ki se ravno zaradi velikosti teh korporacij redko, če kdaj srečajo. Se pravi, prihajam ne zato, ker je vsak prezaposlen v tej svoji specialistični špuri, da je težko integrirati zdaj tako zelo raznorodne te funkcije v podjetjih. In tu prihaja do nekega določenega dialoga, do določenih stvari, ki dobivajo nek momentum, neko prioriteto, do katerih sicer ni prihajalo. In tu se postavljajo stvari, prihaja do velikih novih investicij in tako naprej. Tako da v bistvu ta del je potreba zelo podpreti. Ob tem je pa pomembno biti nenaiven, ne? Zato, ker tu pa je v nekem smislu smo optimisti, absolutno, verjamemo v moč sprememb in dobrega, nikakor pa nismo naivni, da je zaradi floskul, zaradi tega, da so leporečja in da so določeni indeksi, da je zadaj tudi na politični ravni izključna dobronamernost. Kristalno je jasno, vsakemu, ki to malo spremlja, da je
ogromno političnih interesov, da je ogromno ekonomskih interesov, da so določene stvari, da jih zdaj ne izpostavljam, v nekem smislu interesno ugrabljene, da so v bistvu ravno to lahko neki vzvodi, na podlagi katerih se druge straši, sramoti, izključuje, zaradi tega, ker je na ta način lahko uveljavljaš neko svojo moč, v tem smislu, ker je to politično korektno, ker je to edino možno, drugače ste vsi sovražnik tega in skratka v tem smislu. Tako da tu, kot rečeno, tudi mi, ko smo izraziti trajnostniki, in ti povem, Petra, da je način izobraževanja, nenehnega učenja, spremljanja novih analiz in to, zaradi tega, ker mi nočemo spremljati samo zakonodajo, ker si v 2 letih postaneš poneubljen, to je ogromno birokracije, veliko nepraktičnosti, tu preprosto rabiš neko prevajalsko sposobnost, da iz tistih dikcij razumeš, kaj bi približno to naj bilo v življenju in prevedeš tako, da je lahko podjetjem koristno, ne pa štrik za vrat. Tako da tu je ravno, se mi zdi ena taka modrost in se mi zdi, da je izjemnega pomena to, s čemer sva začeli, da človek ne pristopi k temu področju površno, se nauči določene definicije, postulate in potem na ta nek zelo naivno aktivističen način mantra te iste zadeve brez globljega razumevanja, ker potem, ko vidiš, da ko stestiraš te ideje v življenju, koliko teh idej ne prestane testa izvedljivosti in v bistvu koliko projektov, ne želim zdaj kakorkoli kazati s prstom tudi na neuspele poskuse Evropske unije, ki jih so številni s področja trajnostnosti, ko je bilo so bile hude milijarde za določene stvari, ki bi naj imele okoljske bonitete, ko bereš tiste elaborate, misliš, da je to ugrabljena modrost sveta, kaj se bo vse spremenilo, in potem pogledaš po 5 letih, kaj je bilo, ne samo, da ni plusov, tam so minusi. Seveda so tudi pozitivni premiki. To hočem povedati samo z vidika uravnotežena, ne? Da nikakor ne gremo v smer, to je brez veze, bomo šli po starem, stari vzorci so nedelujoči, se pravi, je prevelika obremenitev okolja, se pravi, družbeni vzorci rabijo neko rekonstrukcijo, absolutno. S tem, da je pa tudi to, kar se pa ponuja kot novo, ponuja kot rešitev, je pa tudi pogosto miopično, kratkovidno, se pravi, ni stestirano to, kar v podjetništvu delamo na nekih pilotnih, majhnih, določenih testnih okoljih. Ne, to gre celotna združba, toliko 10 milijonov ljudi gre v to testiranje, da potem vsi za to porabimo nekaj let in toliko tisoče ali milijonov ur v nekaj, kar se potem ugotovi, da pa smer ni prava. Teda tu pa se mi zdi pomembno imeti tudi neko kritično distanco, tudi razumevanje geostrateških pozicij, kadar je disrupcija trga, kar je zeleni prehod hoče narediti, disrupcija trga, kaj je ta disrupcija v bistvu, komu je v korist, se pravi, zakaj jo kdo počne, kdo bo dobil določene nove moči, in če pogledaš tudi geostrateško porazdelitev virov, moči, distribucijske moči, geopolitične, tudi z vidika nadvlade vseh teh centrov, to je treba vse vzeti v zakup, da to nismo mantraši taki, ki je zdaj lepo reči, hkrati se pa v zakulisju, pa ne v zakulisju, ne, se v bistvu, če človek malo vidi, se lahko malo tudi razume, zakaj gre, se pa postavljajo stvari, s katerimi se civilizacija dela bolj ranljiva, kot je trenutno. Ne vem, če sem imela že kdaj tako gostjo ali gosta, da sem bila ob sapo. Ampak izvrstno postavljaš, Vanessa, ogledalo celotni zgodbi in zelo objektivno presojaš, kaj se nam v tem trenutku pred očmi dogaja, in res je, kopica formalnosti, praznih besed, floskul, ampak a ne bi bilo ljubko
morda bo zvenelo naivno, če bi pravzaprav resnično delali take mikroakcije. Recimo, ne bi naprintali toliko papirja, posipam se s pepelom, ker sem še vedno zelo analogna. A ne bi bilo bolj ljubko, da bi zmanjšali v poslovnih in domačih okoljih mogoče naše termostate za 1-2 stopinji? Ali pa recimo naš pokrovitelj A1 je v svoj simbol pred ljubljansko stavbo nekako zgradil ali ugradil kot nekakšen hotel za čebele samotarke, ki jim preti konec. Tako da nekako je pokazal to svojo, bi rekla, neko trajnostno naravnanost, ljubezen do narave, čebela je ključna. Slovenci smo sploh ponosni na čebelo, ampak vemo, da zelo pomembno vpliva na ekosistem, na preživetje pravzaprav vseh vrst, tudi človeške vrste. Skratka, na take male akcije našega vsakdana. Ali je to preveč naivno razmišljanje, da so takšna dejanja premalo pomembna, preveč pomembna? Kako bi jih opredelila? No, absolutno so izredno pomembna in za ustroj človeka in, kako naj rečem, teksture družbene povezljivosti izredno pomembna. Ker ta majhna, drobna gesta prijaznosti drug do drugega in do narave je pravzaprav ta, ki gradi teksturo vseh teh odnosov in opolni na te stvari, ki bi jih hoteli spregledati kot nepomembne, da pa pomembno, kot je recimo čebela, ki pa pomembno gradi ekosistem, ne samo naravni, ampak tudi ta družbeni ekosistem, kot da to so vse drobni opomniki, ki pa so klic k razmisleku, k optimizmu, k temu, da vidimo, da zmoremo, da nekdo se spomne. To so v bistvu tudi klic k kreativnosti, da zmoremo delati drugače, da so majhne poti na drug način, kajti tudi velike poti se delajo iz teh drobnih poti, tako da ne bi mogla dovolj zaploskati temu, kako je to pomembno. Hkrati, če smem reči hkrati, ob tem pa se ne smemo odreči tem večjim strateškim razmislekom, da se v bistvu človek zadovolji samo s tem, kajti to, kot rečeno, daje življenje kolorit, nas odpira k novim idejam, se tudi povezujemo na take načine, mi da se drugače verjetno ne bi takole danes pogovarjali, pa prihaja do neke druge vrednosti, kot je recimo, če je business as usual. Torej, ta del absolutno je treba negovati, ker to je v bistvu tudi bazen, h kateremu lahko kličemo nove generacije, da se prvič nekako miselno in tudi aktivnostno vključijo v tovrstne projekte, ki se začenjajo že v naših vrtcih in tako naprej, ne, in ima potem človek že mala osebnost, ne, v svojem razvoju, ima to identiteto odgovornega subjekta družbe, da v bistvu ne samo jemlje samo po sebi umevno to, kar rabi, potrebuje, želi, hoče, ampak da v bistvu s svojimi dejanji tudi prispeva, pusti nek dober znak in odtis na svojem okolju. Tako da ta del se mi zdi izjemno pomembno, da se gradi, hkrati je pa seveda tudi ta strateški pogled in v bistvu komunikacija mora biti, po mojem, na 2 nivojih, hkrati absolutno med sabo deliti te dobre zgodbe, ki imajo velik vpliv na dnevno življenje, se pa ne uspavati, da je pa potrebno se aktivno vključiti tudi v te trše orehe, v te sistemske stvari, kajti najlažje je biti plen določenih interesov, kadar je človek lenoben, zaspan, opuščen, pusti, da te vodi tok časa. Veliko težje je biti plen takšnih interesov, če poskušaš aktivno spremljati stvari, če v sebi artikuliraš določene odnose in da preprosto si v nekem dialogu, kjer se stvari pogajajo. Vanesa Čani, ko omenjaš ta strateški vidik reševanja
našega vsakdana in seveda tudi prihodnosti. Moram reči, da mi je bilo všeč, da je Svetovni gospodarski forum sporočil, da je skrajni čas, da vnovič pretehtamo, kaj pomeni kapital z finančnega, družbenega, človeškega, predvsem pa okoljskega vidika. Po drugi strani pa moram reči, da sem zaznala neko stopnjo anemije, ko sem gledala z vsem dolžnim spoštovanjem predstavnike res starejše generacije, predvsem so bili to belci, ne srednjih let, ampak že visoke starosti nad 80, ko so sedeli v prvih vrstah ta istega Svetovnega gospodarskega foruma in namesto poslušali, kakšni so podatki vezani na podnebne spremembe, rahlo dremali. Torej, kaj nam te institucije, ki nam na nek način žugajo, opozarjajo, postavljajo ogledalo, kaj nam dejansko sporočajo ob takšnih prizorih, ki so neskladni? Točno to. Te neskladnosti je na vseh področjih veliko, no, in ravno to marsikoga iritira, lahko preprosto ustavlja pri svoji aktivaciji. Točno to. In zato jaz vedno nekako začenjam pri sebi, kajti če bi človek gledal na ta način, kakšen je svetovni ustroj, tudi z vidika prenormiranosti evropskega okolja, potem način, kako delujejo te inštitucije, kakšni so potem tudi interesne ugrabitve določenih področij, ko spremljaš tudi te take in drugačne interese, to človeka paralizira. Pomembno je torej se vprašati, kako lahko vsak izmed nas seveda ne v individualno anatomski obliki, ne v tem smislu, da govorim o sebi in svojem mikrokozmosu kot dovolj nekem velikem subjektu za iniciacijo neke večje spremembe, ampak začne pa se pri meni, ne. Se pravi, če bi se midve zdaj pogovarjale, kako ti kot pač opolnomočena oseba na svojem intelektualnem področju in jaz, kako artikulirava midve podnebne spremembe, kako artikulirava, se pravi, različne doprinose, ki jih daje, recimo, če samo izloščiva ta antropogen element, ne, se pravi, kako človek svojo dejavnostjo prispeva in katere so poti, da bi lahko ali na individualni ravni, v tem smislu gospodinjskega prispevka, kot si prej tudi omenila, ločevanje, se pravi neka druga uporaba vode, zračenje in tako naprej. Transport in skratka te dnevne stvari, kako lahko prispeva, kako so pa te sistemske stvari. Marsikdo, recimo, lahko zelo bi lahko rekla, argumentirano vrže neko puščico proti tem gospodom in tem inštitucijam, kar je, recimo, bi rekla, zasluženo. Ampak po drugi strani, koliko se pa jaz sama angažiram, da bi pa argumentirala določena stališča, ki jih imam in postajala določen sogovornik. In mislim, da je ravno to pričakovanje od nekih inštitucij, kar je v nekem smislu legitimno. Se mi, vsak ima svojo službo in svojo družino in vse stvari, se vsak ne more ukvarjati z vsemi stvarmi. In zato je ogromno pasivnosti in ogromno stvari oseb, ki bi pa lahko v nekem smislu zburkale ta intelektualni dialog, kajti ravno zaradi tega odprtosti medijskega prostora, ko pravzaprav lahko vsak ima nek glas in iz tega naredi močnejši glas neke skupnosti, se bi pa lahko pojavili določeni argumenti glasnejši, bolj argumentirani z določenimi potem tudi poskusi rešitev, kot pa če pasivno čakamo, kaj nam bo priletelo z Bruslja ali pa iz Davosa ali pa iz Washingtona ali pa newyorške borze ali pa kakorkoli in je potem to, pa človek se to nauči, prepiše in kot priden vojak to izpolnjuje. Tako da ta aktivacija dnevna Petra se mi zdi nekaj, kar mene silno nagovarja v mojem življenju, zato sem, kot rečeno, tudi raziskovalka, tudi teh duhovno-intelektualnih sfer, kaj
čemu pomeni, kaj je tisto, kaj me odpira za dobro, kaj me zapira, kaj je v bistvu manipulacija s strahom in kaj je aktivacija z upanjem, ker v bistvu na ta način potem človek vidi, kako lahko s pravimi komunikacijami stvari odpre v poti, ki lahko prinašajo dobre spremembe. Veš, Vanesa, mene pa motivirajo in navdušujejo mladi ljudje. Ja. Nedolgo tega sem na televiziji opazovala in občudovala mladenko, ki je veljakom iz Svetovnega gospodarskega foruma OZN, kaj pa vem, kaj je bila že to za ena inštitucija, brez dlake na jeziku, brez upoštevanja nekakšnih protokolov, postavila ogledalo in dejala: poslušali smo kup praznih besed. Prosim, gospodje, ali nam lahko za nas, ki ste nas rodili zaradi vas, ker ste se vi želeli otroke, na ta svet podate rešitev. Ker svet, v katerem živimo, ni takšen, v kakršnega ste nas rodili oziroma v kakršnem ste živeli vi. Skratka, brezpogojna, brezkompromisna naracija mladih, ki zahtevajo vsaj toliko ohranjeno naravo, kolikor je bila prej, ko so živeli njihovi naši predniki. Meniš, da dejansko tudi v tem, bi rekla, ESG kontekstu svet na mladih stoji? Ja. Ali so otopeli? Kako opazuješ? Jaz bi rekla takole, jaz sem izrazit fan mladih in zelo navijam za njih. Zelo. Zato imamo v okviru Zelene Slovenije tudi zeleno omrežje študentov, ker smo želeli torej nekako tudi preko naše medijske platforme in tako odpreti še ta prostor in smo veseli za vso to dogajanje, ki študentje počnejo. Jaz bi takole rekla, absolutno načeloma smo vsi za to, ne. Prihodnost je seveda na tistih, ki še prihajajo. Je pa res to, ne, da je to samo točka v času in da smo bili vsi nekdaj mladi in da tudi te gospodje, ki tam dremajo v prvih vrstah, so bili mladi in da tudi ti mladi bo dan, ko ne bodo več mladi. In torej v bistvu ta mlada generacija ni posebna sfera ljudi, ki so mladi in bodo ostali mladi in bo pač z nekim novim prinesli. To je obdobje življenja, kjer je človek še manj obremenjen z ustaljenimi vzorci in določenimi pozicijami, ki so si jih že uveljavili in so odprti za neko čistejšo perspektivo, v nekem smislu tudi za spremembe, ki jih marsikdo v potem kasnejših letih več ne zmore oziroma ni pripravljen se teh spremembam. Tako da glas mladih v smislu klica na odgovornost, na drugačnost je svež veter, je nekaj, kar lahko prinese morda nek prepih, lahko je tudi nek političen, družbeni pritisk nad mirnimi vodami ustaljene strukture in prinese sam po sebi, brez novih rešitev, se pa izpoje. Ker potem tudi te mladi se potem integrirajo v neko strukturo, ali politično, ali interesno, aktivistično, kjer se pa znova etablira v določene interese in v bistvu, če se začne iz te iskrenosti, drugačnosti, se pravi, pripravljeni smo drugače, oni so se pripravljeni odreči tudi avtomobilom, se pravi, se ne oklepati ta velikim onim stvarem, energetsko potratnim zato, ker so odgovornejši do tega, super, se pravi, so lahko nosilci določenih novih vrednot in se vidi, se res, ne rabim take hiše, da kažem sosedom in ne vem kaj, da sem uspešna, ni treba, da imam tako ogromen avto, zato da kaže, da sem ne vem kaj. Torej, da imam lahko vrednost v neki drugi materialni osnovi, ker je vrednost v meni in ne v materiji in to je nekaj, kar je lahko izredno dobrodošlo.
S tem, da je pa hkrati potrebno se zavedati, ne, da je pa potem ta dejanska transformacija iz besed in idej v sistemsko strukturo, kjer je pa potrebna konkretna infrastruktura, konkreten energetski arzenal, konkreten podporni sistem, da pa potem iz tega, kar reče, smo proti temu in proti temu in proti temu, zakaj pa si? Potem je pa tu, je pa potrebno torej dovolj enega znanja, motivacije, tudi sposobnosti dialoga, ker tudi če midve zdaj v tem najinem dialogu ali pa potem, ko se bo kamera ugasnila, rešiva cel svet in okolico v tem najinem dialogu, ko ni dovolj, ker nisva edini na tem svetu in je potem treba najti dialog s tolikimi milijardami ljudmi, zato da nisva diktatorki nad vsem tem, ne, tu je pa potem treba se ne toliko samo navduševati na to energijo mladih, ker potem se mi zdi pa neodgovorno z našega zornega kota, ampak jih tudi opremiti na ta način, da si pa razvijajo veščine dialoga, ker v enem obdobju je luštno, ko si mali protestnik in tudi mali 3-letni otrok, ne, ko se z vsem se bori za tisto igračo in eno in drugo in je lahko to, kakor je včasih neprijetno, je lahko tudi simpatično. Potem, če se pa jaz v mojih letih ti mečem na tla in izsiljujem, ne vem kaj, pa v bistvu po mojem me ne boš ocenila kot neka simpatična oseba, si misliš, ne, zdaj se malo uokviri v neke družbene norme. Tako da tu je pa, kolikor je super, da opolnomočimo mlade za to, da dajo svoj glas, svežino, drugačne vrednote, eno in drugo, to je za celotno ustroj sprememb izjemnega pomena. Hkrati se mi zdi, da je pa pomembno jim tudi spodbujati, da se pa opolnomočijo ne samo z vidika te protestnosti, ampak tudi znanja, elokvence, artikulacije argumentov in sposobnosti umeščanja teh novih idej v širšo strukturo, zato da lahko ne pride samo do neke revolucije, ki prinese kaos, ampak da prinese transformacija, ki prinese drugo vrednost. In v času globalizacije so pri tej učinkoviti komunikaciji zelo, zelo spretne velike korporacije. Absolutno. Veliko bolj kot marsikatera politika in pravzaprav so korporacije lahko danes tiste, ki bi vendarle, ki pridejo dejansko na konec sveta, ponesle pravzaprav v množice tisto pravo, zdravo sporočilo. Pa me zanima, glede na to, da svetuješ, recimo, če ostaneva v slovenskem prostoru, slovenskim podjetjem, ali se lideri slovenskih podjetij zavedajo, kako močne vajeti imajo v svojih rokah za to učinkovito komunikacijo, se že prepoznavajo kot tisti, ki bi lahko širili resnično dober glas? Mislim, da je ta zavest vsako leto večja, iskreno večja. Bi rekla še dobrih 5 let nazaj z nekaterimi redkimi izjemami niso bili vodilni pri tej transformaciji v podjetjih top management, ampak potem drugi nivo. Se pravi, če govorimo o upravi, potem pa v tej direktorski strukturi, večinoma so bili tu nosilci in v bistvu je bila seveda morala biti kljukica pri upravi, ampak ko govorimo o gonilni sili, bi lahko rekla, da so bili redkejši taki, ki je prišla pobuda iz uprave, ne, je prišla nižje sicer in se je tudi v zadnjih letih marsikaj premik naredil, torej od spodaj navzgor. Zdaj pa ravno zaradi teh sprememb, te zelene transformacije tudi finančnega sistema, kjer prihaja tudi do drugih premikov na investicijskih trgih, torej to finance in ravno ta upravljavski segment je pa nekaj, na kar pač upravljavci zelo slišijo in je tu jasno, da brez tega ne bo šlo. Tako da v bistvu ne poznam zdaj nobene uprave na najvišji ravni, ki to ne bi bilo v zavesti, ker v bistvu je to tudi eno izmed osebnih vprašanj, potem na ravni nadzornikov, potem tisti, ki so še v upravljanju, se pravi državnega holdinga, v bistvu so to priporočila oziroma zahteve, pričakovanja in tako naprej. Torej, ta del absolutno. Je pa torej treba tudi razumeti, ne, zato je v bistvu moja zgodba je pravzaprav iz prakse testirati stvari v življenju
Torej, ja, trajnostni premiki, torej se zahtevajo tudi konkretne indeksacije in tako naprej, tudi teh trajnostnih kazalnikov, se pa moramo zavedati, ne, da so pač najvišji vodje med kladivom in nakovalom v tem smislu, ker ji pa lastniki pa ne popuščajo z vidika te finančne uspešnosti. In v bistvu tu se lahko tudi režejo glave, ker tudi v nekem smislu je ta zagon tu nekoliko pojenja, ravno ker si na trgu uspešen ali pa nisi, in če na trgu nisi uspešen, potem lahko reče, ok, bomo pa propadli in potem ne bo nobenega vpliva na okolje več. Ne? Tako da, Ampak, ja. oprosti, Vanessa, kolikor se spomnim, ta indeks ESG, torej trajnosti, bo kmalu, če ni že, tudi eden izmed kazalnikov uspešnosti v poslovnih poročilih. Ja, zdaj to je kar malo kompleksnejša stvar, se pravi, po novem je torej ta direktiva poročanja, korporativnega poročanja o trajnostnosti je že v veljavi. Torej, za prvi krog zavezancev, se pravi, je po leto 25 poročilo za 24, torej na podlagi standardov trajnostnega poročanja. Zdaj to ne gre za indeks ESG, ampak gre torej za standarde poročanja, o čem se moraš izjasniti. Poročilo ne pomeni, da te miri, kako si dober, ti preprosto moraš o tem povedati, ne, se pravi, se moraš izjasniti in potem so odjemalci teh informacij tisti, ki presojajo, ali je uprava s tem celotno podjetje uspešno opravila svoje delo in v bistvu tako imenovan ta ESG, poročilo o trajnostnosti, mora biti kompatibilno, povezljivo tudi z finančnimi kazalniki, da vse govori isto zgodbo. Se pravi, prvi ta bazen, tisti, ki so že sedaj bili zavezanci v zakonu, v skladu z direktivo o nefinančnem poročanju, te bodo poročali prvo leto, potem se pa ta bazen iz leta v leto širi, tako da bo teh trajnostnih poročanj več. Ko pa govoriva o indeksih ESG-ja, to je pa v bistvu komercialna storitev in zakonsko ni predpisana in obstajajo te mednarodne korporacije, ki po svojih lastnih metodologijah pač ocenjujejo, tako da v bistvu, če sva zdaj tudi malo, kako narečeva, kritični, da ne bom rekla cinični, torej imaš ti lahko ESG oceno, če daš multinacionalki, ki te oceni A, boš imela tako, če boš dala multinacionalki, ki te ocenjuje B, boš imela lahko tudi precej drugačno. Tako da ravno zaradi nekredibilnosti in jasnim opozorilom, da tudi tu lahko gre za ugrabljen interes, ne, glede na pač ponderiranje določenih segmentov ESG-ja, je tudi Evropska unija si postavlja to na mizo, da želi tudi normativno urediti ta segment, kajti veliko teh multinacionalk je, ki to ocenjujejo, sedežev v Združenih državah Amerike in je v bistvu ta del, da ne bom rekla, je tudi lahko predmet diskusije, koliko je to pač interesno, lahko takšno ali drugačno. Diktirano. Tako. Ampak recimo, če si nadenemo rožnata očala, ne, pa recimo rečemo, da vendarle, če se recimo neko trajnostno, družbeno odgovorno podjetje, tukaj bom seveda v prvi vrsti recimo omenila ravno našega pokrovitelja A1 Slovenija, dejansko gre oziroma v svojih aktivnostih zasleduje trajnost. Si predstavljam, da bo tudi za svoje partnerje jemal tiste, ki bodo nekako v skladu s trajnostnimi vodili poslovanja, kajti to tudi vpliva na njegov ugled. Torej, gre za povezanost in gre za neke sledenje po vrednosti verigi. Tako. No, to se mi zdi izredno pomembno. Verjamem, da se bo to kot ta družbena odgovornost in trajnostno vodilo razširilo kot virus. Seveda imam pa rožnata očala. No, absolutno je treba torej slediti tem pozitivnim nameram zakonodaje. Kot večkrat opozarjam tudi v lastnem kolektivu in v dialogu, danes dialogu s tabo, torej je pomembno biti nenaivn, pomembno je pa hkrati tudi ne spregledati izredno pomembnost, ki pa to lahko ima. Torej v tem primeru je logika Evropske unije in nasplošno tega svetovnega koncepta ESG večja operacionalizacija trajnostnega koncepta. Kajti trajnostnost ima že mnoga
desetletja močen podstat, tako v raziskovalni literaturi, kakor tudi v podjetniških praksah. Je pa vedno, kot rečeno, ta ekonomski del ob okoljskem in družbenem bil takšen, seveda smo zasledovali neko sinergijo, da je ekonomski del zmeraj prevladoval. In tudi ne glede na to, ko smo se prej dotaknili te luštne majhne stvari, v primerjavi s tem velikanom v sobi, ki gre za finančen steber, je to bilo drobižasto, zaluštno za zraven. Ne? Se pravi, ni bila ta resna korporativna intenca, ampak za nekaj kreativnih sodelavcev, da so se še šli nekaj zraven. Zdaj ravno ta ESG koncept je v bistvu poskus operacionalizacije trajnostnega koncepta, da loči po svoje ta finančni del, ki ima svojo tudi standardizacijo, svoj način, ki je že zelo v poslovni praksi desetletja, torej uniformiran, jasno se berejo, kateri kazalniki kaj pomenijo v finančno-računovodskem delu. Ta ESG se je pa zdaj torej prvič formiral. Tudi pred leti, torej ko nekaj časa je ta indeksacija ESG, kot veva, že prisotna, je vsaka hiša torej po svoje definirala, katere kazalnike okolja bo indeksirala, pomirila na kakšen način, katere kazalnike družbe in upravljanja. Zdaj z novimi standardi poročanja v okviru Evropske unije, pa je Evropska unija torej definirala 5 področij okoljskega področja. Zdaj, če lahko na hitro povem, se pravi, gre za ta podnebno-energetski del, potem gre za celotno onesnaženje, gre za vodne in morske vire, gre za biodiverziteto, celotne vire in krožno gospodarstvo. Se pravi, pod tem, to so zdaj glavne podteme teh tem, potem so pa podteme, tako, ne. Potem imamo pa to družbeno področje, kjer so pa 4 te vidiki, se pravi, gre za celoten korpus lastnih zaposlenih, ki so znova segmentirani po številnih področjih, potem so delavci v vrednostni verigi, tu so pa že pri vrednostni verigi, potem imamo lokalne skupnosti in kupce, končne potrošnike. Potem imamo pa ta upravljavski segment, kjer gre pač za v bistvu protikorupcijske klauzule, za dobavitelje, skratka ta business kontakt, se pravi poslovno ravnanje. In v tem primeru, torej, ker so zavezanci za poročanje velike korporacije, one imajo lahko veliko vlogo, kajti znotraj svoje vrednostne verige lahko pripišejo enake v bistvu cilje, kot jih zasledujejo z lastnim zgledom sami, tako z vidika svoje dobaviteljske verige, ker tudi te, ki niso zavezanci za poročanje, lahko naročnik, ki je velik, spoštovan in ugleden, kot je vaš pokrovitelj, je ta, ki od njih zahteva, seveda ne v tem smislu zahtevamo od vas, pa sami ne delamo, se pravi, vodijo z lastnim zgledom, se pravi, te iste stvari, kot jih sami potem poročajo, hkrati so pa tudi vzgled s kupcem, ki pa sami želijo tudi, ne, kupci smo pa lahko tudi individualne osebnosti, ki pa se želimo potrošniško vesti odgovorno in tudi pogledaš, ali korporacija, od katere kupuješ, je ta, ki je na trgu zgledna, ki je zgledna sama in v bistvu tudi na nekem smislu dela red v celotni vrednostni verigi. In na ta način je v bistvu potem to partnerstvo, ne, bolj kot mi mikro v tem smislu potrošniškem, gospodinskem smislu našega odločanja, imamo ta mini partnerstva s takimi korporacijami, kjer podpremo njihovo delovanje in oni podprejo pravzaprav širšo odgovorno prakso, je v bistvu ravno inspiracija ta, da se ta vrstna partnerstva nekako krepijo in širijo. In leitmotiv najinega podcasta Supermoč se mi zdi, da je bilo sodelovanje, dialog, partnerstva, vključevanje, skratka en tak holističen pogled na naš vsakdan, na naše življenje, tudi prihodnost, predvsem pa z enim takim pozitivnim pogledom, da zazremo tja. Vanessa Čanji, bilo mi je v resnično čast in veselje, da si bila moja gostja v podcastu Supermoč. Za konec bi te vendarle še osebno vprašala, od kod pa ti črpaš moč, supermoč, tisto pravo moč, navdih, inspiracijo in prepričana sem,
da si zelo naklonjena vseživljenjskemu učenju. Izredno, izredno. Jaz sem, Petra, v študentskih letih začela kopati torej o svojem smislu življenja in sem, ko sem bila, končala sem naravoslovno-matematično in mi je prav ta del teh naravoslovnih ved ostal nekako blizu, potem tudi kasneje v mojem preučevanju. In takrat sem ugotovila, da je preprosto tudi v tem fizikalnem svetu moč besede in frekvence tista, ki je nosilna tudi v celotnem univerzumu in da je to tudi koda življenja, iz katere pač mi živimo, tako duhovno, duševno, kakor tudi telesno. In takrat sem začela resno brati Sveto pismo. In takrat sem ugotovila, da je recimo v začetku Janezovega evangelija, torej moje iskanje ni bilo v tem nekem religioznem, cerkvenjaškem svetu, ampak 1 na 1, se pravi v tem smislu, kaj jaz želim verjeti, ker se ti ponujajo določene agnostične stvari. Takrat sem bila pač še študentka, smo imeli filozofske predmete, psihološke in tako naprej. In mene je izredno nagovorila beseda, v začetku je bila beseda, logos. Se pravi, da obstaja začetek in to je znanstveno potrjeno zdaj že desetletja, ne? Se pravi, da ni univerza, kakor je bila ta Aristotelova na začetku misel in te druge filozofije, se pravi, da se je narava razvijala znotraj, ne? Se pravi, univerzuma, torej bil je začetek. Ne? In začetek je beseda. V grščini je to logos, se pravi, v katerem je celotna koda življenja. In v bistvu ta koda življenja je bila na začetku pri Bogu, se pravi, na nivoju duha, ne materije. Se pravi, v začetku je bila beseda, beseda je bila pri Bogu in Bog je bila beseda. In to, kako je mene nagovorilo, da Bog mojega življenja ni materija, niso stvari, ki so opremljive, ampak da je najvišji Bog nad vsem, je duhovna kategorija, ki pa se razodeva v besedi. In to sem jaz začela raziskovati na intelektualnem nivoju, se pravi z vidika razvoja, kaj pomenijo nova dognanja na ravni evolucije, potem pa hkrati tudi, kar sva govorili o tej notranji nevronski strukturi, kaj se dogaja v človeku. In ko sem videla to transformacijsko moč, ker ta beseda je oseba in ko je človek iskreno pokliče, ki je razodeta v imenu Jezus, ko jo pokliče in ti v sebi vzpostaviš dialog, se ti odpre nek nov duhovni način gledanja perspektive, drugače kot je to na intelektualni, čustveni in naravni volje, duševnosti. In to je za mene neskončen vir motivacije. Wow. Hvala lepa za ta, bom rekla, kar privzdignjeni zaključek. Vanessa Čanji, želim ti vse dobro in seveda sledi svojemu zakaju, ker je čudovit. In upam, da še ob kakšni priložnosti bova imeli priložnost spregovoriti tiste prave besede. S pravim, čarobnim, močnim nabojem. Hvala lepa tebi in vse dobro tudi vsem tvojim. Seveda pa velika zahvala tudi našemu pokrovitelju A1 Slovenije, ki živi, udejanja in tudi nekako širi ne samo v slovenski, ampak tudi širši regijski, svetovni prostor ta močen naboj trajnosti. Seveda pa hvala lepa tudi vam za čas in pozornost, dragi gledalci in poslušalci, in srečamo se prihodnji četrtek.